Tako pa se ponovno družimo, tokrat je z mano Tilen. Tilen, lep pozdrav. Lep pozdrav, kako si? Jaz sem odlična, še bolj pa, ker sem slišala tako fini komad, ki mi je še vedno pri srcu, ki si ga izdal lani in pa tudi predstavil. Vino je naslov in mislim, da so vsi gledalci sedaj malo zaplesali pred ekrani. Ja, Vino je res kar ena poskočna pesem, in smo z njo kar lepo obarvali preteklo leto. Meni je super, da si se lotil tudi takšnih hitrejših ritmov, kajti poznamo te po baladah. Moram pa reči, da sem velik fan tvojih balad in pa marsikdaj sem potočila kakšno solzo in pa verjamem, da tudi ostali izmed naših gledalcev. Pred tem sem res pel veliko balad oziroma jih še vedno prepevam, sploh na koncertih. Je pa res, da sem zdaj začel peti malo hitrejše pesmi, z malo tako balkanskim pridihom oziroma melosom, patosom bolj grškim. Še vedno z slovenskim besedilom, ker je pač moj point, da pojem slovensko glasbo, ampak ja, tako z dušo in krvjo pa mogoče malo bolj proti jugu. In boš v tej smeri tudi nadaljeval? Kaj lahko pričakujemo naprej tudi od tebe? Ja, zdaj naprej bom šel mogoče spet malo bolj v miren ritem, ampak ne zelo miren ritem, tako da prihaja spet nekaj zelo zanimivega, in sicer konec poletja, za jesen. Zdaj kaj več še ne smem povedati, no, ampak prihaja res nekaj zelo, zelo, zelo lepega. Verjamem, da vsi komaj čakajo, tudi jaz, kajti tvoji komadi so vedno nekaj posebnega in pa tudi zelo, zelo dobri, ostanejo v spominu. Sodeloval si pa tudi že z velikimi zvezdami, kot recimo Nuša Derenda. Kako pa je recimo to? Kako je sodelovati na odru z neko takšno zvezdo, ki je sedaj že pa res leta in leta na odru diva? Ja, jaz si rečem kar ikonica naše slovenske glasbe. Z Nušo je bilo sodelovati res prav, mislim, zelo prijetna izkušnja, res lepo smo se imeli. Ker je zelo tako človeška, zelo je tako, jaz si skozi govorim, da je kot moja mamica, ker je taka prijazna, odprta, nasmejana. Tako da ni bilo nikoli onega, veš, kakšnega pritiska ali pa da bi mislil, da bi se ona ful nosila ali pa karkoli, no, tako zelo je bilo prijetno sodelovati in tudi fulkrat se pokličeva in pogovarjava. Pa ne o muziki, ne vem, o tem, da jaz zdajle lupam čebulo, ona pa sesa dnevno sobo. Recimo, ne vem, zelo je, res je taka prijetna oseba in lepa navznoter in navzven. Imaš kakšne skrite vzornike, morda tudi na slovenskem trgu, s katerimi bi pa rad kdaj delil oder? Ja, teh vzornikov je kar nekaj, zato ker sem še zelo mlad in celo življenje že poslušam slovensko glasbo in potem seveda imaš par vzornikov oziroma ljudi, s katerimi bi rad sodeloval. Zelo, zelo pri srcu mi je Helena Blagne in pa Natalija Verboten. Tako da, mogoče pa kdaj pade kakšen nov duet. Držimo pesti. Verjamem pa, da ti bo uspelo tako ali drugače, kajti že sedaj si neverjetno znan pri nas. Zato pa je kriv seveda tvoj glas in pa naj povemo, da imaš tudi šolo petja. Kako dolgo se pa ti ukvarjaš z petjem, ne? Mislim, da že kar iz otroštva. Ja, s petjem se ukvarjam res že kar nekaj let, no. Najprej sem pel seveda po zborih, pa tako nič posebnega, no. Potem sem pa začel v, ne vem, tretjem letniku ali pa drugem v gimnaziji hoditi na solo petje v glasbeno šolo v Kranju. Pol se je pa tako nekako začelo. Najprej sem začel s klasiko in zdaj v bistvu že 6 let pojem klasiko. Tudi na Akademiji za glasbo študiram. Pojem tudi pop petje, tudi jazz se zdaj učim pri Darji Švajger, tako da v bistvu se glasu kar posvečam oziroma se mu je itak treba posvetiti, ker to je tak neki trening, tako kot nogomet, ne smeš en teden spati, ker pol gre kondicija navzdol. Kako pa je predajati v bistvu to glasbeno znanje naprej? Ja, zdajle letos oziroma prvo leto se preizkušam kot pedagog oziroma kot profesor Lotrič in jaz sem se v ta poklic kar zaljubil, no. Meni je ful lepo delati z ljudmi oziroma gledati potem njihov napredek. Tako da sem pravzaprav zelo presenečen nad tem, da toliko uživam ob poučevanju petja. Tako da z veseljem koga novega vzamem. Torej ste slišali vsi, ki imate radi glasbo, tako kot jaz, ampak imate malo več talenta kot jaz. Pokličite Tilena, z veseljem vas bo naučil novih ritmov. Mislim, da si res vsestranski. Kaj pa drugače počneš?
v življenju? V prostem času, načeloma me kar spremlja glasba, no, pač pa zdaj to ne mislim, da sem tak frik, da delam samo muziko, ampak ne vem, meni je glasba res in prosti čas in pač poklic in poslanstvo, tako da pač mi ni to, veš, da imam pa prosti čas, pa ne dam slušalk noter, pa ne poslušam glasbe, ampak ravno obratno. Zelo rad pogledam kakšen koncert, gledam Zvezde Granda, zelo rad, ne vem, grem na koncert, ko se dogaja to. Drugače sem pa velik ljubitelj kakšne gurmanske hrane, kakšnih tartufov, sprobavam nove stvari, tudi rad sam kuham. Pa seveda druženje z pravimi ljudmi, to pa vedno podpišem, tako da kaj v tej smeri. Omenil si kulinariko in pa da kuhaš. Wow, nisem vedela, da res toliko talentov premoreš. Kaj pa tista tvoja najbolj rečemo, znana jed, ki jo znaš pripraviti in pa vedno navdušiš svoje prijatelje? Sicer je zelo simpel jed, ampak sem res mojster v ameriških palačinkah, ker so vedno res take so in fluffy, pa pol tako damo kakšne maline zraven, kakšne oreo, pač odvisno od želja, ampak so kar take moja specialiteta mala. Super, upam, da bomo lahko kdaj tudi to poskusili. Upam. Povej mi, kaj pa je tvoja najljubša jed, če izvzamemo palačinke, ki jih najrajši pripraviš, ki so te v bistvu kulinarično navdušili, da si pa res padel dol od okusov? Kakšne čimičange, všeč mi je tudi azijska hrana, pa tudi mehiška. Mehiška mi je pa sploh super, ampak dobro, ne ta mehiška iz restauracije, ampak res ta prava mehiška kuhinja, ker imam tudi neke kolege iz Mehike in sem že jedel tudi pravo mehiško hrano. Tako da takrat sem se kar zaljubil v to. Super. Greš še kaj v Mehiko? Pustimo sedaj ukrepe na strani. Vem, da je potovanje nemogoče, tako kot koncerti trenutno, ampak si tak, da rad hodiš na kakšne izlete ali pa potovanja po svetu? Ja, načeloma zelo rad potujem oziroma grem, ko imam čas na potovanje. Je tako sicer, da ko se zaljubim v en kraj, pol grem kar 3-krat zapored, 4-krat tja, tako kot sta, ne vem, London, Pariz. Drugače pa sem zelo zaljubljen v Istanbul, ker je tako res posebno mesto kulture, pa od glasbe, Orient, ne, tam se spleta res cel svet, tako da to mi je zelo všeč. Sem pa tudi oboževalec mjuziklov, tako da hodim v London v bistvu skoraj vsako leto in pol ostanem tam 3 dni in se vsak dan pogledam en mjuzikl zvečer in pač tako, se imam fajn. Tako da združiš malo, res, da je to potovanje čim bolj efektivno in pa glasbeno usmerjeno. Tako nekako, ja. Kaj pa sedaj, če lahko rečemo, ukrepi se bodo recimo da končali nekega dne? Kaj pa je tista tvoja skrita destinacija, ki pa je morda še nisi obiskal, pa bi rad šel tja? Kam bi šel? Zelo si želim v New York na Broadway, tja si res močno želim, tako da mogoče, ko bo to možno, kaj takega. Pa Grčija, tudi v Grčijo se želim. Sem že bil na otokih grških, prav v Grčiji, Atenah pa še ne, tako da mogoče Grčija. Super, vreme bo sigurno lepo, sedaj pa naj se le ukrepi sprostijo in pa seveda razmere malce omilijo in pa lahko začnemo potovati. Upam pa, da bomo lahko začeli tudi koncertovati, ne? Kajti za vas glasbenike je bil sedaj res leto izzivov, brez koncertov. Mi smo pa trpeli, ker nismo mogli nikamor iti. Kako je bilo? Kaj si v bistvu počel in pa kako si izkoristil ta čas? Ja, tole leto brez koncertov je bilo kar posebno leto, oziroma leto, kjer smo pravzaprav zelo veliko delali, ampak nič pokazali in mogoče je že res čas, no, da se vrnemo nazaj na odre, oziroma jaz osebno zelo pogrešam stik z ljudmi, z publiko. Zadnje čase so vsi intervjuji, vse stvari, ki jih delamo preko Skypa nadaljavo in pač to je zelo res neosebno. Tudi ko smo predstavljali novo pesem Jagoda, takrat nismo šli na radije, ampak smo vse prek telefonov upravili, ne, pač malo zgubiš ta občutek za ljudi, za empatijo, karkoli, in tudi spomnim se na koncertih, zdaj govorim, da je bilo to 100 let nazaj, se spomnim, da smo jokali skupaj, da smo se smejali skupaj, ploskali, cela dvorana, in to so res taki lepi občutki, no, tako da upam, da se to čim prej vrne in se zgodi, da pač spet lahko čutimo vsi skupaj glasbo in se imamo fajn skupaj. Potem pa le pozitivno naprej in pa vesela sem, da toliko ustvarjate glasbeniki in tudi ti imaš nov projekt, ki nam ga boš danes predstavil. Ta komad je šel en mesec nazaj in je pa spet eden izmed poskočnih in pa takšnih, ki bo dvignil gledalce po najinem pogovoru. Zelo sem vesela, da je tako pozitivno naravnana ta Jagoda, ki jo imaš tam na ozadju tudi prilepljeno.
Jagoda je res ena taka energijska bombica, prav prijeten oziroma primeren komad zdajle za pomlad, ki se previja lepo v poletje, tako da upam, da kot sem vprašal, če poznam na enem intervju Jagode in čokolade in če smo ga peli kdaj na žurki, sem rekel, ja, da včasih da ni minila nobena žurka brez te pesmi, tako da upam tudi za Jagodo in za vino, da bo se z njo zgodilo isto, evo, in da na vsaki žurki ne manjka naša Jagoda. Jaz pa upam, da ne bo zmanjkalo žurk in da bomo vse to nadoknadili in bomo lahko s seboj prepevali pod odri in pa uživali ob vinu in pa jagodah in pa kulinaričnih specialitetah. Jaz se kar vidim nekje poleti, ko bo sonce in pa toplo in pa zunaj na kakšnem koncertu, tako da držim pesti, da bo res tako in da se kaj kmalu vidimo na kakšnem takšnemu šovu, festivalu, kakorkoli bi to poimenovali. Enako, res srčno upam, da se to zgodi čim prej in da zapojemo na glas. Si pa v samem videospotu Jagoda pokazal kar nekaj talentov. Eno je bilo tudi igranje mini golfa, tisti, ki so si pogledali lahko tvoj video iz ozadja. Kaj bi rekel na to? Se boš morda lotil kakšnih uric golfa, da te malo naučijo, ali ti je... Lahko bi šel pred snemanjem spota na kakšne inštrukcije golfa. Sicer imam kar nekaj prijateljev, ki se ukvarjajo z golfom, pa sem že dostikrat tam, sicer sem sam opazoval, gledal, ne. Ampak ja, mogoče bi lahko kdaj naredil kakšno uro golfa, ne bi škodil, ja. A imaš kakšen drug šport, ki te morda tako prevzame? Drugače imam zelo rad odbojko, no, tako da z frendi poleti gremo vsak teden, parkrat na teden igrati odbojko na mivki. Nisem pa drugače preveč nek športnik, rad grem tudi v hribe, sicer me morajo tudi prisiliti, no, pa s kakšnimi kučki, da se zabavam celo pot. Drugače pa nisem nek prav športni navdušenec. No, hribi so super izbira in pa tudi odbojka in pa spet, če se odvija poleti, mislim, da s tem nimamo kaj zgrešiti. Saj pravim, če je dobra družba, gremo lahko tudi maraton laufati, evo. Prej so se malo pogovarjali o tujini, pa me zanima še nekaj, in sicer si kdaj razmišljal o kakšnem tujem odru? Že velikokrat sem razmišljal o tujem odru, ampak glej, kaj bo prihodnost prinesla, se pustimo presenetiti. Pa upam, da kdaj tudi kak tuj oder, seveda, zakaj pa ne. Takrat pa nas le povabi s tabo in pa da gremo skupaj na ta koncert in pa, no, tako kot sem rekla, prvo upam, da se tukaj sprostijo, kajti rabimo mi tudi glasbo, tako kot vi glasbeniki, nas tudi to prepoji in pa navduši in pa napolni z energijo. Ja, se strinjam in sem vesel, da večina glasbenikov zdaj med karanteno in korono ni nehala delati oziroma da pravzaprav delamo in snemamo naprej. Ker pač enkrat se bo to moglo umiriti in ustaviti in takrat se sigurno vidimo. In takrat bo po mojem toliko špilo, da zase ne bomo vedeli, tako da bomo vse nadoknadili. Sem pa nekje zasledila, da se tudi ukvarja s porokami. A je to res? Te lahko tudi najamemo za kakšno poroko? Ja, res je, no, jaz sem kar nekaj let pel v cerkvenih zborih, pa se ukvarjal tudi s cerkveno glasbo in tako naprej. Tako da zdaj zadnje leta kar dosti prepevam tudi na porokah, cerkvenih oziroma civilnih, in pol tako naredimo partnerjama en tak res lep dan, izberemo skupaj pesmi in je ful lepo, no, tako da z veseljem, če se dogovorimo, polepšamo dan še komu drugemu. Je pa verjetno kar razlika, ne, nastopati pred tako intimno družbo, kot je to poroka ali pa na nekem koncertu. Verjetno je kar drugačna izkušnja tudi, ne? Ja, pravzaprav ne gre za neko masivno publiko, gre pravzaprav za nek intimen dogodek, tako da meni se še ni zgodila poroka, da ne bi vsi na koncu jokali skupaj, tudi jaz sem zelo tak emocionalen. Tako da zelo rad pojem, no, na porokah, zato ker se mi zdi, da lepa glasba res poveže ljudi oziroma naredi ta trenutek poroke še lepši, kot že tako ali tako je. Super, sem vesela, da si res tako vsestranski in kot sem prej omenila, jaz sem zelo velik fan tvojih pesmi in pa tvojega glasu. Res moram reči, da tudi sama potočim kakšno solzo, ne le na koncertu, ampak tudi v kakšnem videospotu, ne, da te pesem dejansko gane preko medijev, moraš res imeti glas, ki to prodre, tako da nadaljuj tej poti in res komaj čakam na tvoje nove projekte, ki si jih omenil in nam nočeš zaupati. Najlepša hvala za tele lepe besede. Ja, malo moram biti še skrivnosten, ampak bo tako hitro minilo, da se bova zelo kmalu spet slišala, upam, da pa že v živo.
Tudi jaz upam, da takrat se vidimo v studiu. Bi pa preden stopiva in pa pogledava tvoj video spot, ki si nam ga prej predstavil, majčkeno še povedal, kdo ti je pomagal pri sodelovanju in pa nastajanju tega video spota. Ja, glasba je tokrat za tole pesem nastala v Zagrebu, in sicer melodijo je napisal sin Siniše Žunca, Martin Žunec. Tako da evo, pesem je nastala onkraj meja, kar pa nam ni predstavljalo nobenih prevelikih preprek, glede na to, da je zdaj tehnologija in sicer se nismo mogli obiskati, ampak smo pol vse prek računalnikov in po Skypih se dogovarjali. Mogoče bi bilo hitrejše, no, če bi lahko šli tja, tako da pesem je res nastala tam nekje od septembra, skoraj pol leta, no. Ja, več kot pol leta v bistvu, ampak dobro, smo zmogli. Besedilo za to pesem je napisal moj dober kolega Rok Lunaček in pa mastering oziroma aranžma je pa naredil moj producent Nino Ošlak, tako da so kar fajni muzičarji za tem projektom in sem zelo vesel. Super ekipa in pa še vrhunski komad, ki bo sledil sedaj po najinem pogovoru. Sladek naslov in pa hitri in pa drzni ritmi, tako da gledalci, jaz vas pozivam, da pa se malo ostanete, ker boste sigurno zaplesali. Jaz vem, da bom in pa vesela sem, da to pozitivno energijo takole daješ tudi naprej, tudi v glasbi in pa poskrbiš, da pozabimo, da so sedaj takšni časi, kot so, ampak smo pozitivno naravnani naprej. Tako da hvala ti, Tilen, za vse, za tale pogovor in pa za vse videospote, ki z nami deliš in pa res upam, da se kaj kmalu vidimo, takrat pa seveda v živo. Najlepša hvala tudi tebi za povabilo in komaj čakam, da se naslednjič vidva, pa prinesem jagode, obljubim. Super, jaz bom poskrbela za vino, sedaj pa si poglejmo tale videospot Tilena, jagode. Dragi gledalci, tako kot sem rekla, hitro pojdite in pa zaplešite in pa potem se vidimo naprej z našimi drugimi gosti.